Lepo pozdravljeni, ponovno smo z vami s novimi vrtnarskimi nasveti. Ker je tokrat še prava zima, si bomo pogledali le nekaj hitrih pristopov, kako se lotiti osnovnega načrtovanja za saditev okrasnih gredic. Pa si pogledamo prvo. Pri izbiri rastlin moramo biti pozorni na njihove oblike. Kot vidimo, rastejo zelo različno. Nekatere tvorijo grmičkom podobne oblike, spet druge so izrazito pokončne. Tretji razred pa so recimo trave, zelo mehko, silhojito po obodu. Preden se lotimo samega izbora in pa tudi risanja, si pripravimo na primer kakšno tabelo. Takole si lahko razdelite zgoraj po letnih časih, pri kraju pa si napišete imena posameznih rastlin. Pobarvate ali kako drugače si označite del sezone, v katerem pač ta rastlina cveti, potem pa preverimo, kje imamo prazno in vidimo recimo, da spomladi tu ne cveti nič, zato bomo dodali še kakšno spomladansko čebulnico, poskrbimo pa, da bo kaj od teh rastlin ostalo lepih tudi v suhem stanju ali da bodo zimzelene in bojo obarvale tudi zimo. Ker so pri načrtovanju z rastlinami zelo pomembne sadilne razdalje, si pomagamo s podatki iz različnih katalogov in pa knjig, kjer piše, koliko posameznih sadik neke vrste ali sorte posadimo na kvadratni meter. Ker si ponavadi to težko predstavljamo, ko rišemo in nimamo določenega razmerja, še posebej, če smo začetniki, si enostavno lahko že predhodno pripravimo kvadrate in si potem recimo predstavljamo, da vsak kvadrat na listu predstavlja 1 kvadratni meter, potem pa razporedimo toliko rastlin v posamezni kvadrant, kolikor jih pač zahteva posamezna vrsta ali sorta. Ko se lotimo samega risanja rastlin, vsaki posamezni rastlini določimo eno obliko. Sam izbiram recimo za trave takšne oblike in potem vedno ponavljam isti vzorec za isto travo, tako da na koncu iz celotne slike lahko razberemo, katera rastlina stoji kje. Če se še vedno ne znajdete, pa poleg same oblike recimo še takole ali označimo številko posamezno rastlino in si potem v tabeli napišemo, kaj pomeni posamezna številka. Če vam pa risanje ne gre od rok, si pripravite sličice, nekateri si tako lažje predstavljate, kako bo sploh greda izgledala. Predlagam, da si enostavno sprintate fotografije določenih rastlin, ki jih boste uporabili, potem pa jih bomo razmestili tako, kot si želimo, da bi rasle v gredi in jih bomo lahko sproti prestavljali sem ter tja toliko časa, dokler ne napravimo ene res lepe slike za našo gredo. Tisti pa, ki ste bolj vešči računalnika, se lahko lotite tega tudi elektronsko in si pripravite fotografije oziroma izreze fotografij, te pa potem razporejate po površini, ki ste jo fotografirali oziroma kjer nameravate ustvariti svojo zasaditev. Tako, to je bilo nekaj hitrih namigov, kako se sami lotimo načrtovanja okrasnih gredic. O čem vse pa moramo razmisliti še pred načrtovanjem, tudi pred tem, ko pokličemo strokovnjaka in se resno lotimo preurejanja vrta ali dela vrta, pa pišemo v tokratni številki